Potem je bil judovski praznik in Jezus je šel v Jeruzalem. V Jeruzalemu je pri ovčjih vratih kopel, ki se po hebrejsko imenuje Betesda in ima 5 pokritih stebrišč. V njih je ležalo veliko bolnikov, slepih, hromih in sušičnih. Čakali so na valovanje vode, kajti od časa do časa je prihajal v kopel Gospodov angel in vzburkal vodo. Kdor je po vzburkanju vode prvi vstopil vanjo, je ozdravel, naj si je imel katerokoli bolezen. Med njimi je bil tudi človek, ki je bil bolan 38 let. Jezus ga je videl, kako leži tam, in ker je vedel, da je že dolgo bolan, mu je rekel: Bi rad ozdravil? Bolnik mu je odgovoril: Gospod, nimam človeka, ki bi me dal v kopel, kadar se voda vzburka. Medtem, ko grem tja, se spusti pred menoj kdo drug. Jezus mu je rekel: Vstani, vzemi svojo posteljo in hodi. In mož je takoj ozdravel. Vzel je posteljo in hodil. Tisti dan pa je bila sobota, zato so Judje govorili o zdravljenemu. Sobota je, ne smeš prenašati postelje. On pa jim je odgovoril: Tisti, ki me je ozdravil, mi je rekel: Vzemi svojo posteljo in hodi. Vprašali so ga: Kdo je tisti človek, ki ti je rekel, vzemi jo in hodi? Ozdravljeni pa ni vedel, kdo je tisti. Jezus se je namreč umaknil, ker je bila tam množica. Pozneje ga je Jezus srečal v templju in mu rekel: Vidiš, ozdravel si. Ne greši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega. Mož je odšel in sporočil Judom, da je Jezus tisti, ki ga je ozdravil. Zaradi tega so Judje preganjali Jezusa, ker je takšne reči delal na soboto. Jezus pa jim je odvrnil: Moj oče dela do zdaj in tudi jaz delam. Zato so si Judje še bolj prizadevali, da bi ga umorili, ker ni samo kršil soboto, ampak je tudi Boga imenoval za svojega očeta in se tako delal enakega Bogu. Jezus jim je tedaj odvrnil in jim govoril: Resnično, resnično povem vam, sin ne more delati ničesar sam od sebe, ampak le to, kar vidi, da dela oče. Kar namreč dela on, dela enako tudi sin. Kajti oče ima sina rad in mu pokaže vse, kar dela sam, in še večja dela od teh mu bo pokazal, tako da se boste čudili. Kakor namreč oče obuja mrtve in jim daje življenje, tako tudi sin daje življenje komur hoče. Kajti oče nikogar ne sodi, ampak je dal vso sodbo sinu, da bi vsi častili sina, kakor častijo očeta. Kdor ne časti sina, tudi ne časti očeta, ki ga je poslal. Resnično, resnično povem vam, kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje
in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. Resnično, resnično povem vam, pride ura in je že zdaj, ko bodo mrtvi slišali glas Božjega Sina. In kateri ga bodo slišali, bodo živeli. Kakor ima namreč Oče življenje v sebi, tako je dal tudi Sinu, da ima življenje v sebi. Oblast mu je dal, da sodi, ker je Sin človekov. Ne čudite se temu, kajti pride ura, v kateri bodo vsi, ki so v grobovih, slišali njegov glas. In tisti, ki so delali dobro, bodo odšli v vstajenje življenja, tisti pa, ki so delali hudo, v vstajenje obsodbe. Jaz sam od sebe ne morem ničesar storiti, kakor slišim, sodim. In moja sodba je pravična, ker ne iščem svoje volje, ampak voljo tistega, ki me je poslal. Če jaz pričujem o sebi, moje pričevanje ni resnično. Drug je, ki pričuje o meni, in vem, da je pričevanje, s katerim pričuje o meni, resnično. Vi ste napotili poslance k Janezu in pričeval je za resnico. Jaz pa ne jemljem pričevanja od človeka, ampak to pripovedujem zato, da bi se vi rešili. On je bil svetilka, ki gori in sveti. Vi pa ste se hoteli nekaj časa veseliti ob njegovi luči. Jaz imam pričevanje, ki je večje kakor Janezovo. Dela namreč, ki mi jih je dal moj Oče, da jih izvršim. Prav ta dela, ki jih opravljam, pričajo o meni, da me je poslal Oče. In tudi Oče, ki me je poslal, on je pričeval o meni. Vendar vi niste nikoli slišali njegovega glasu, ne videli njegovega lika. In tudi nimate njegove besede, ki bi ostajala v vas, ker ne verujete tistemu, ki ga je on poslal. Preiskujete pisma, ker mislite, da imate v njih večno življenje, a prav ta pričujejo o meni. Toda vi nočete priti k meni, da bi imeli življenje. Ne sprejemam slave od ljudi, sicer pa vas poznam. V vas ni Božje ljubezni. Prišel sem v imenu svojega Očeta in me ne sprejmete. Če pride kdo drug v svojem imenu, ga boste sprejeli. Kako bi mogli verovati vi, ki sprejemate slavo drug od drugega in ne iščete slave od edinega Boga? Ne mislite, da vas bom jaz tožil pri Očetu. Vaš tožnik je Mojzes, v katerega upate. Če bi namreč verjeli Mojzesu, bi verjeli tudi meni, saj je pisal o meni. Če pa ne verjamete njegovim spisom, kako boste verjeli mojim besedam?